Danes na tega 2006 Lexusa GS 430 montiramo BC Racing Gewinde. BC Gewinde lahko dobite preko Skitshopa. Do vas pride v dvojni škatli, zato da se ja ne bi poškodovale. Noter so pa tudi zapakirane v razen bubble wrap pa polnilo, da se med sabo ne potolčejo. Evo, Lexus dobi BR serijo Gewind. BR serija je osnovna Gewinda od BC-ja. Ima pa kar nekaj funkcij nastavitev in glavna od teh bi bila nastavljanje višine. Višino lahko nastavljaš na amortizerju, s tem da premikaš zmet gor pa dol. Območje hoda amortizerja pa lahko nastavljaš spodaj na ohišju. Za razliko od raznih Yomov, TA Technicsov pa ostalih Kitajcev so pa te matice konusne. Tako da se v bistvu nikoli ne otegnejo. Sploh je to pomembno pri McPhersonih, kot so na E36, ko se v bistvu amortizer cel čas vrti in zaradi obremenitve pride do tendence, da se ta spodnja matica otegne. Ta verzija Gewind ima zgoraj aluminijast top mount z gumijastim vložkom, pa tudi gumb za nastavljanje trdote amortizerja. Ta je one-way amortizer, to pomeni, da s tem gumbom tršaš in kompresijo in rebound amortizerja. Spodaj je poliuretanska puša z kovinsko sredico, ta se privijači na spodnjo roko. To je nosilec za ABS kabel. Ta luknja je pa tu zato, da vidiš, ko prideš na maksimalno višino. Tako da če tukaj zmanjka navoja, pomeni, da ne smeš iti višje. Ta verzija je extra low. To pomeni, da je amortizer nekoliko krajši kot pri navadni Gewindi in spodnji nosilec je tudi temu primerno krajši. Vzmeti za tega Lexusa so pa dolge 200 mm in imajo trdoto 22 kg/mm, kar je zelo trda vzmet, ampak več o tem pa kmalu, ko jo damo na avto. Tudi na zadnji Gewindi imamo ločeno nastavljanje višine in območja hoda amortizerja. Zadnje vzmeti so 18-kilske, tudi te imajo alu top mount z gumijastim vložkom, ki se tu malo boljše vidi. Tukaj je spodnja puša gumijasta in ima te vložke, da jo razširijo na pravilno dolžino za montažo v zadnjo roko. Tudi ta hiša imajo luknjo, da vidiš, kdaj si na max dovoljeni višini, da ne poškoduješ navojev. Pa tudi ta podložka je konična, da se ne bi otegovala. Pazi, voiceover, preden gremo na montažo Gewind, bi vas rad opozoril na mailing listo, na katero se lahko subscribate na Skitshopovi strani. Fora te mailing liste je to, da člani dobivate razne popuste in nekatere druge ugodnosti. Število mailov smo omejili na 3, tako da vas ne bomo spamali vsak dan. Zdaj pa nazaj k montaži Gewind. Demontažo original vzmetenja začneš s tem, da zaščitiš karoserijo z neko cunjo od none, ki je več ne nosi. Dvigneš avto, odstraniš kolo. Ta avto ima serijsko po trdoti nastavljive amortizerje, tako da bo to treba odstraniti in blendirati te kable. Demontažo začneš vedno spodaj, zato ker dokler ti odšraufaš vse te vijake, zgornja šalca drži amortizer in vzmet na mestu, da ti ne pade na prste in da se vzmetenje ne povesi preveč.
nežno. Pri odstranitvi amortizerja paziš, da ne rukneš raznih ABS senzorjev ali pa zavornih cevi, ne smeš zapenjati ali pa vleti za njih, da se ne poškodujejo. Previdno za zavornimi cevkami. Ena od stvari, ki je pomembna pri vgradnji gevind, sploh pa takih, ki avto precej znižajo, je to, da se ob vgradnji sprosti vsa napetost v pušah. Puše, kot je ta gumijasta, se gibajo v bistvu tako, da se guma zvija. In ta puša je zategnjena na roko, na določeni poziciji roke. In ko ti avto precej zniža, se ta pozicija spremeni. To pomeni, da to pušo skozi špana. In če napetosti v puši ne sprostiš, jo precej hitreje obrabi, ker je skozi napeta, ne bi pa rabila biti. To pomeni, da vse to vrstne puše odtegneš in jih zategneš šele, ko je avto na statični vozni višini, torej na svoji teži na tleh. Zdaj, če šraufaš na tleh, kot v tem primeru jaz, je to precej težko. Upam, da se bo videlo, kako se napetost puše sprosti, ko odtegnem to matico. Še sprednja. Roka je kar malo dol padla, ko sem odtegnil puše. Ko dobiš stare amortizerje in zmeti ven, je čas, da vgradimo nove. Uporabim original matice, ker so mi bolj všeč kot pa te zlatocinkane. Dobra praksa je tudi, da malo spucaš svinjarijo, ki se nabira ponovadi okoli teh šalc. Najprej dam na obeh straneh gevindo noter, pol pa z dvigalko dvigneš roko toliko, da dobiš spodnji šravf noter, ker je gevinda bistveno krajša od serijskega amortizerja. Pomembno je to, da daš obe gevindi not samo zato, da ne rabiš odklapljati stabilizatorja, kar tudi ni tako težko, ampak dostikrat prišpara čas, če daš obe najprej noter, prišravfaš na šalci, potem pa prizdvigneš roko pa še spodnji vijak zategneš. To so pa serijski motorčki, ki nastavljajo trdoto amortizerjev. V bistvu amortizer uporablja enak princip kot pa gevinde. To je v bistvu motorček, ki za tem delčkom vrti interni bypass ventil v batnici od amortizerja in s tem trša ali mehča zadnjo in sprednjo vzmetenje. Še ena stvar, ki bi jo rad omenil, je to, da pri predelavah, kot je kompletna predelava zadnjega vzmetenja, ki vključuje predelavo puš, samega mosta, rok in s tem spreminjanje geometrije, dostikrat pač pogojuje to, da gevindo razstaviš in vzmetenje, ko je bolj ali manj sestavljeno, cirkuliraš skozi svoj hod. Pomaga si pa s tem, da vzameš zmet dol iz gevinde. To ti omogoča, da pač amortizer brez nekega upora premikaš gor ali dol in s tem v bistvu vidiš, če se kolo in druge komponente vzmetenja kam zaletavajo ali ne.
Ko bo zadnjo vzmetenje sestavljeno, bom pa tudi pokazal, kje so bila vprašanja, kar se tiče prostorske stiske in kar sem hotel v bistvu doseči z predelavo vzmetenja zadaj. BCI so sestavljeni tako, da je ta gumb za nastavljanje trdote v bistvu prišraufan na batnico, tako da ko ta gumb odšraufaš dol, lahko enostavno odstreliš matico in vzameš top mount in zmet dol. Tu se pa tudi vidi kvaliteta BC Gewind. Zmet je zgoraj in spodaj podložena s plastičnimi podložkami, zato da jeklena zmet ne obrablja teh aluminijastih top mountov in podložk. Ta prašna zaščita je zelo prožna, notri pa najdeš poliuretanski bump stop. Te Gewinde so v bistvu razstavljive in se jih da poservisirati, tako da če komorkoli kdaj crkne katera izmed komponent, bodi si to puše v top mountu, bottom mount ali pa spusti amortizer, se da vsako od komponent kupiti posebej. Vseh komponent sicer nimamo na zalogi na SkidShopu, se pa trudimo imeti na zalogi nekaj različnih vzmeti za vse tiste, ki bi radi eksperimentirali ali pa spreminjali nastavitve svojega avtomobila. To je bila kratka predstavitev BC Gewind in nekaj splošnih pravil, kar se tiče montaže teh Gewind na avto. Je pa od avta do avta odvisno, kako bo ta montaža potekala, zato ker se avti med sabo razlikujejo po tipih vzmetenja. Recimo naš Lexus ima spredaj dvojne roke, zadaj multilink, BMW pa imajo spredaj McPherson, zadaj pa neko vrsto multilinka. Montaže zadnjih Gewind ni posnete, to pa je zato, ker je prišlo do manjšega problema. Namreč nekateri vijaki so bili zarjaveli v puše in sem se zato odločil, da bom kar predelal vzmetenje, ker ga je treba slej ko prej pripraviti na driftanje. To je pa vključevalo izdelavo aluminijastih puš za most in diferencial, ekstrahiranje vijakov in rok, tam kjer se vijaki niso dali odtegniti, jih je bilo treba prerezati, sprešati ven puše in tudi primerno za drift avto skrajšati oziroma podaljšati roke. Nekatere roke je bilo treba skrajšati, druge je bilo treba narediti nastavljive, nekatere pa ojačati. Nekateri zglobi ostajajo original, druge puše se bojo zamenjale z poliuretanskimi, tretje pa bom predelal na Uniball, zato da se bo avto peljal tako, kot se drift avto mora peljati. Ta video lahko smatramo tudi kot uvod v predelavo Lexusa. V naslednjih videih bomo obdelali predelavo avta iz avtomatskega na ročni menjalnik in nadaljevali z raznimi predelavami, ki so potrebne za aktivnosti, ki jih bo ta avto doživel v svojem času z mano in upam, da tudi v vaši družbi.